Dobrodošli v novem videu. Tesla je včeraj zvečer reportala earningse in zato bomo danes šli malo čez tale earnings report pogledati, kakšen se mi zdi. Zdaj, stock je pre-market down 6%, tako da pojdimo kar pogledati earnings call pa pogledati, zakaj je to. Se pravi, revenue je prišel na 21,5 milijard, in to je bil miss, expected je bil 21,96. EPS je pa bitu, in sicer je EPS prišel na 1,05 dolarja, proti expected 1,01. No, zdaj, zakaj je stock v bistvu dropil 6% after market? In to je v bistvu zaradi marginsov. Marginsi so prišli v 25,1% proti expected 28%. In v bistvu o marginsih je bilo veliko govora tudi v earnings callu. No, zakaj so bili marginsi slabi? V bistvu zaradi supply chainov. Če pogledamo, tule so napisali, da se pravi suppliesi za baterije, torej ta material, ki ga uporabljajo v baterijah, zdaj v glavnem litij, je v bistvu zdaj trenutno ful drag in tudi ne pričakujejo, da se bo to kmalu kaj izboljšalo. Tako da Tesla pričakuje slabe marginse, zdaj še naprej v prihodnosti, dokler se to ne popravi, ampak pravijo, da to lahko tudi dolgo traja, no. Zdaj, Tesla je zmanjšala tudi svoj growth expectation. Pred včerajšnjimi earningsi je bil v bistvu neki growth expectation, da bi lahko revenue grow tudi do 60% na leto. Zdaj, včeraj so to popravili in so rekli, da bo mogoče tam average 50% na leto, ampak še to probably ne, ker je tako, meni se je zdelo 60 ful preveč, že 50 je ful veliko, 60 je bilo pa pač dosti nemogoče, se je meni zdelo. Zdaj, če pogledamo, kaj se je meni zdelo ful dobro v teh earningsih. Se pravi, tale free cash flow number, 3,297, se pravi skoraj 3,3 milijarde free cash flowa. To je glede na revenue 21,5 milijarde ful veliko. Tesla ima, glede na to, da je car company, ima pač res dobre operating margine, tule vidimo 17%, pač to je prefuknjeno, čeprav je v Q1 je bila 19, ampak tudi 17 je pač res dobro. In tule je Tesla res dobra, no. In to je bil najvišji free cash flow do zdaj. In če se bo ta številka še v prihodnosti višala, bo to ful dobro za Tesla stock price. In pa še Tesla ima trenutno 21 milijard casha ali pa cash equivalents, a ne. In zakaj je to dobro? V bistvu v earnings callu so rekli, da če pride slučajno zdaj v letu 2023 do neke recesije, bojo imeli še vedno dovolj casha, da pridejo tako čez to obdobje, da ne bojo toliko vplivali na njihov biznis. Zdaj, če jim bo pa ostalo veliko casha v letu 2023, so pa announcali tudi stock buyback, in sicer za kar tako za 5 do 10 milijard, kar je v bistvu ful veliko. To pomeni, da bojo v bistvu iz tega casha, ki ga imajo, bojo kupili nazaj svoje delnice in bo zaradi tega bo pač manj delnic outstanding in bo pač vaš delež, če boste imeli eno delnico, bo višji, a ne. No, tako da earningsi so se meni zdeli, glede na vse to, sploh zaradi free cash flowa so se mi zdeli kar dobri. Ampak imam jaz v bistvu še vedno problem s Teslo, da je še vedno je kar overvalued, no. Če pogledamo price to free cash flow ratio, bi za Teslo, ki je še growing company, ne vem, mogoče bi lahko dali 30 price to free cash flow ratio, pa če vzamemo, da bo, se pravi, 3,3 krat 4, se pravi v enem letu free cash flowa, kar bo probably manj, oni pričakujejo 9, ampak tudi če vzamemo tole, bo je v bistvu, se pravi krat 30,
nam pride v bistvu zračun, da bi Tesla mogla biti vredna približno 396 milijard, rečemo 400 milijard. No, Tesla, trenuten market cap Tesla je pa tam okoli 700 milijard. Tako da meni se Tesla še vedno se mi zdi full overvalued. Zdaj, to bi bil po moje nek tak, nek primeren price za Teslo. Tudi glede na to, koliko bo grovala, če vse to vzamemo v upoštev. Tako da se v bistvu meni zdi, da Tesla bi še vedno tako, bi mogla dropati kar tam 40% od te cene, ki je zdaj, da bi bila v bistvu meni zanimiva za nakup. No, to je to za ta video, v bistvu sem samo hotel iti na hitro čez tale Tesla earnings call. In ja, če bi radi še kakšne earnings calle, da jih coveram, dajte napisati v komentar, zdaj bo earnings season, povejte, katere bi radi, pa bom posnel, no. Vsega.